Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Gost tedna. Oddaja bo kulturno in zgodovinsko zaznamovana. Zasavje predvsem po zaslugi rudnika in kasneje turizma, v veliki meri povezanega tudi z rudarstvom, predstavlja eno bolj prepoznavnejših regij pri nas. Zaznamujejo ga ljudje, ki v njem prebivajo in tudi aktivno delujejo. Takšna sta tudi nocojšnja gosta, oba dobro poznata našo zgodovino, saj nekako znotraj nje tudi delujeta. To sta samostojni strokovni delavec Rudarskega muzeja Zagorje, gospod Simon Omahne, pozdravljeni. Lep pozdrav tudi tebi, Kaja, in pa seveda vsem gledalcem in gledalkam televizije ETV. In pa predsednica Turističnega društva Trbovlje, gospa Marija Juraja. Dobrodošla. Pozdravljeni. No, gospa Marija, pa začnimo pri vas. Vi danes niste prvič v našem studiu. Lepo je videti, da ste vi in Turistično društvo aktivni in da vas lahko vedno kaj novega vprašamo. Toda osvežimo vseeno gledalcem malce spomin, kje ste odraščali in mogoče iz kje izvira vaša ljubezen do zgodovine in kulture Trbovelj, ki vas je verjetno nenazadnje pripeljala do mesta predsednice. Ja, prihajam iz Trbovelj in sicer iz Žabje vasi. Mogoče vam je tudi poznano, da sem kar desetkrat prirejala srečanje Žabje vaščanov. To je bila zelo lepa prireditev. Potem smo pa odnehali, ker pač ni bilo denarja. No, torej, prihajam iz Žabje vasi, tam sem odraščala. Imam zelo rada še danes to Žabjo vas. Sploh sem zaljubljena v svoje mesto, v mesto Trbovlje. In turistom, ki prihajajo v Trbovlje, vedno pravim, mi Trbovčani se radi vračamo v Trbovlje in želim, da tudi turisti delijo to z mano, da se še kdaj vrnejo. No, vprašala ste me, kako sem se odločila, zakaj sem se odločila za predsednico Turističnega društva. Ko sem šla v pokoj, pa jaz ne morem, namreč takrat je bilo 35 let delovne dobe, si mogel imeti. Jaz ne bom mogla tako rekoč brez šihta, pa nekaj moram početi. In odločila sem se za turizem. Torej, že 20. leto sem predsednica Turističnega društva in kar marsikaj se je spremenilo. Dajem si pa vsako leto nove naloge, tako da skratka imam premalo časa za vse to, da lahko upravim. Pravite, zakaj sem se odločila za turizem? Prav iz razloga, ker Trbovlje, pravzaprav celo Zasavje, jaz zelo rada rečem, da živim v Zasavju, namreč Trbovlje, Hrastnik in Zagorje, vsa 3 mesta so, bom rekla, tako mala, da naj ne bi postavljali meja, to je s Trbovelj, to je Zagorja, to je s Hrastnika, ampak Zasavci smo. In naj mi bo dovoljeno, da na tem mestu pozdravim oziroma čestitam Zagorju, ki je dobilo 3. mesto na projektu Moja dežela lepa in gostoljubna, to je projekt Turistične zveze. In vse čestitke, namreč v Trbovljah nam ni ratalo, da bi sploh ocenjevali mesto, se niso tako odločili. In še enkrat vse čestitke Zagorju, tudi Trbovlje je zelo lepo, vendar žal ni šlo v ocenjevanje. In še naprej moramo tako delati, sodelovati in čistiti to naše lepo Zasavje. No, kaj pa je mogoče vaše poslanstvo znotraj društva in kakšno je poslanstvo samega društva? Poslanstvo društva je predvsem promocija občine. Sicer jaz kot predsednica Turističnega društva Trbovlje delujem malo širše. Kot vidite, danes je z menoj
Simon, da povezujem celo Zasavje. Ne, kot sem že rekla, tako smo majhni, da dajmo se predstavljati okrog pa promovirati celo Zasavje. In če ravno je moje poslanstvo promocija občine, jaz segam malo širše. Promocija celega Zasavja. Seveda dajemo poudarek na Trbovljah, mi, ki prihajamo na razne sejme iz Trbovelj. Ne? Drugače pa mislim, da se strinjate, da je Zasavje tako malo, da smo lahko kar Zasavci, ni treba, da... Je vsaka občina zase. Tako. Ja. No, v studiu pa ste nas tudi tokrat presenetili s lastnim presenečenjem. Prinesli ste slavne mandeljčke, ki jih drugače s seboj prinaša perkmandeljc. Mogoče, kje vse se perkmandeljc pojavlja? Ja, naj povem zgodovino teh mandeljčkov. Namreč meni prav na avtobusu, ko pripeljejo se turisti, pa ko jim ponudi perkmandeljc mandeljčke. Pravijo, ampak tle not ni mandelj, ne? Ampak to ni sladko pecivo, to je slano pecivo in je to izpeljanka besede perkmandeljc. So mandeljčki, ne? In veste, v turizmu si moramo marsikdaj tudi kaj izmisliti. Ni nujno, da moramo povedati ravno, da so to pekle ženske, kar niso rudarske, ne? Vemo za Funštrc pa tako naprej. Ampak jaz sem bila na enem seminarju pred leti, ki ga je vodila današnja evropska komisarka Violeta Bulc. In je takrat rekla, pa zakaj si Zasavci ne umislite neko maskoto? In takrat smo šli na perkmandeljca. Ampak še ni bilo to dovolj, nas je tudi spodbudila, da naj perkmandeljc še ponuja neko pecivo. No in ratali so mandeljčki, pa vam moram povedati, da sem jih verjetno spekla že kar milijon. Tako da vedno, kadar imamo skupine, spečem pecivo in vsi so navdušeni. Namreč zelo lepo se poda k pivu, tako kot pica, ne? Kot pravim, je slano, s česnom. In če kdo želi od gledalcu recept, jim ga bom rade volje poslala, samo naj se obrnejo na turistično društvo in tudi kdaj bojo lahko poskusili mandeljčke. Aha, no, gledalci kar v akcijo. Se pa v kratkem vrnem zopet k vam. Sedaj pa bi se mogoče malce obrnila na gospoda Simona Omahneta ter Rudarski muzej Zagorje, pa bi še vas prosila, če se na kratko predstavite, kdo ste in od kod prihajate. Sem Simon Omahne, zaposlen v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje, ki upravlja z objektom Rudarskega muzeja Zagorje. Moja poklicna pot se je začela že kar nekaj let nazaj na sodišču. Tam sem preživel kar nekaj lepih let. Kasneje sem se nekako preusmeril v bolj turistične vode in se zaposlil v Zasavski turistični organizaciji. Tam sem preživel lepe 2 leti, ko pa je občina s pomočjo evropskih sredstev obnovila Rudarski muzej Zagorje in mu vdahnila neko novo podobo, bolj moderno, tudi zanimivo zgodbo. Sem se prijavil na to delovno mesto in začel svojo kariero oziroma svojo delovno novo pot v Rudarskem muzeju, tako da sem dejansko zdaj že v Rudarskem muzeju zaposlen več kot 2 leti. Naj spomnimo, Rudarski muzej Zagorje je bil odprt leta 2015 v septembru. No, muzej pa je prvi interaktivni muzej v Sloveniji, pa mogoče, če poveste, kaj sploh to pomeni. Ko se je muzej začel prenavljati, so mu ravno vdahnili to novo energijo, o kateri sem že prej spregovoril. Vemo, kako so popularni telefoni, pametni telefoni,
in prišlo do ideje, da se dejansko s pomočjo telefonov lahko obiskovalci, obiskovalke muzeja si preberejo kakšne dodatne vsebine ob samih eksponatih, ob samih fotografijah Zagorske doline, ki tako vsaka posebej že govori svojo našo zgodbo rudarjenja, ki je Zagorje zaznamovalo dolgih 250 let, kajti tudi rudnik Zagorje je bil najstarejši rudnik za kopanje rjavega premoga v Sloveniji. Seveda pa delovanje in razstave muzeja skrbno promovirate, kar je pravilno. V oktobru ste se promovirali v Celju. In sicer lahko mogoče malo več poveste, kakšni so bili odzivi na tej promociji? Seveda lahko ravno tudi s turističnim društvom Trbovlje, z četrtim Dritlom iz Trbovelj, potem tudi Mladinski center Trbovlje, nekako smo združili moči, se odpravili v Celje in tam animirali obiskovalce Mercator centra, jim delili letake in jih tako vabili v naše kraje, ki vsekakor ponujajo kar zanimivo zgodbo za enodnevne, tudi dvodnevne izlete. Kaj pa recimo glede na to, da ste bili v Celju, kako ljudje iz Celja ali pa iz drugih krajev gledajo na Zasavje, mislite? Oziroma na... Tako ne rečem, da vsak teh obiskovalcev, kolikor sem jih jaz imel v muzeju, je že zdaj kar nekaj tisoč. In do zdaj mi niti eden ni rekel, da z ponudbo v muzeju ni bil zadovoljen. Ravno tako pa tudi obiskovalci, ko obiščejo stojnico v raznih krajih, kjer se promoviramo, so navdušeni pa presenečeni tudi nad ponudbo, ki jo ponujamo. No, na tem sejmu pa ste bili tudi vi, gospa Marija, in ste predstavljali turistično društvo Trbovlje. Kakšen pa se vam zdi, da je bil odziv publike? Veste kako, na sami stojnici, namreč moramo vedeti, da to je v Mercator centru, da ljudje ne pridejo v Mercator center zato, da bojo tam nekoga na stojnici obiskali, ampak pridejo po nakupih. In vsem se nekako mudi, ne? Vzamejo, tako da moramo kar ponujati, vzamejo promocijski material, to, mislim, ponudimo jim tudi mandeljčke. Ampak največji odziv oziroma vidimo, da je to pravo, da se promoviramo po celi Sloveniji, ker prav z tistih krajev potem pridejo turisti. To se pravi, ko nas vidijo v Celju, pridejo iz okolice Celja. Ko nas vidijo v Postojni, pridajo pač iz okolice Postojne. Vzamejo si promocijski material, si ga lepo doma ogledajo. Namreč prav, bom rekla takrat, ob samem nakupu nimajo ravno veliko časa, ampak si vzamejo zgibanko domov. In potem pogledajo, pokličejo, gor so naši kontakti, naj bo Simonovi, naj bo turističnega društva, delavskega doma. Skratka, vedno se vračamo z dobrimi občutki, še z boljšimi pa potem ti turisti, ki pridejo k nam. Marsikdaj nam kdo reče, pa se Trbovlje, ne, ni tako črno, pa sivo. Ne verjamejo, da se je toliko spremenilo, kot se je. No, udeležujete se pa več sejmov, recimo sejem Alpe Adria, tam se predstavljate tudi vi, mogoče kaj poveste več o tem, pa mogoče vi najprej sejem Alpe Adria. Sejem Alpe Adria je po mojem mnenju ena izmed večjih promocijskih aktivnosti, katerih izvedemo skupaj v sodelovanju seveda tudi s turističnim društvom in drugimi akterji. Tam se poskušamo čim bolj predstaviti, obiskovalcev je ogromno. V lanskem letu moram tudi poudariti, da sem bil zelo zadovoljen, ko so rudarsko in etnološko društvo Srečno Zagorje uprizorili tudi skok čez kožo, tako da je bil nekakšen program tudi za ostale obiskovalce, kateri so bili seveda ob videnem zelo navdušeni. Z nami je bil tudi Perk Mandels, tako da dogajanje je bilo zelo pestro. In ravno tako tudi v letošnjem letu načrtujemo obisk in nastop na sejmu Alpe Adria, ki pričakujemo, da bo še boljši kot v prejšnjih letih.
Aha. No, vi pa ste se promovirali na sejmu Alpe Adria in tudi na sejmu mineralov in fosilov. Mogoče poveste o tem še kaj? Ja, no, ta sejem mi ne vzeli že Simon povedal o Alpe Adrii. Namreč je kar 3 dni, ne? Tako da zraven, moram povedati, povabimo tudi razne te okoliške kmete, da pridejo, pač kdo želi, ne? Se povežemo z občino, občina nam potem priskrbi pač te tako in potem grejo razni pridelovalci, bom rekla, od sadjarjev, potem aktiv kmečkih žena. Skratka, kdorkoli želi, ne, ni nobenega ne silim, ampak to je resnično neka priložnost, da se lahko promovirajo. No, ta sejem traja 3 dni, tako da se lahko kar zvrsti nekaj ponudnikov, ne. No, sejem Minfos, to je sejem mineralov in fosilov v Tržiču, traja tudi 2 do 3 dni, eno leto je bil 2 dni, eno leto 3, no, tam pridejo pa, moram reči, že kar iz celega sveta, ne. In tam sodelujejo pa samo 3 društva, ne, in med njimi smo tudi mi, ne. Ravno tako ponudimo vsem, kdor hoče pač, da gre z nami. Lansko leto smo celo dobili priznanje za sodelovanje na tem sejmu. No in tudi šli smo na pomurski sejem v Mursko, tako da skratka, kamorkoli nas povabijo, ne, bom rekla, je pa pogojeno to, ko pravim, kamorkoli nas povabijo. Pogojeno je to sredstvi. To se pravi, če nas povabi turistična zveza, se oni poravnajo ali ne, to ne poznam, račun ne, mi pa gremo brezplačno. To je enkratna priložnost, ne. Namreč stroški, če hočeš ti nekje postaviti stojnico, so kar visoki, ne. In dokler bomo lahko šli brez da plačamo promocijo, seveda bomo še vedno radi šli. No, kaj pa trenutno ponujate v turističnem društvu? Mogoče kaj več poveste o ponudbi po korakih pradavnine, spomeniki in dediščina ter industrijska pot? No, to imamo z gibanko, bom rekla, tu so pa spet ciljne skupine, ne. Vse, kar ste zdaj navedla, je boj za mlajše, to se reče mlajšo populacijo, ne. Dost imamo v Trbovljah tudi obiska starejši, to se pravi borčevska organizacija. Čebine, namreč mi pokrivamo tudi ta spomenik oziroma na Čebinih, tle je bil ustanovni kongres Zveze komunistov, tle gremo mi vsako leto z baklami na Čebine in seveda mladina o tem nič ne ve, pride zelo malo mladih, ampak pridejo pa starejši, to se pravi upokojenci in tisti, ki še na to zgodovino kaj dajo, ne, namreč jaz pravim, naj pride vsakdo, komu to nekaj pomeni, nobenega pa ne posiljujemo, ne, in vsako leto imamo dovolj obiska in prijetno je tudi, zdaj so začeli prihajati kar iz cele Slovenije, tako da naj naši zanamci sami razsodijo, a je bilo to dejanje na Čebinah takrat pravo ali ne. Nič se ne gremo politike. Mi samo obeležimo te praznike oziroma običaje, ker namreč, veste, jaz sem kar malo žalostna, sem bila na Škotskem in sem videla pred neko štalo, je stajalo 40 avtobusov. In kaj so šli gledati not? Eno ovco, ko naj bi bila, ne vem, ne, pa še drago so plačali. Mi imamo pa na dlani razne, bom rekla, a veste, objekte, pa ko bi res lahko neki, bom rekla, se posvetili, pokazali,
Pa zakaj ne? Dajmo spoštovati zgodovino in vsekakor, če kdo spoštuje, sem sigurno jaz. No, omenili ste, da sodelujete tudi pri organizaciji pohodov po okoljskih hribih. Kje ste bili v zadnjih nekaj mesecih in ali lahko mogoče novega pričakujemo v kratkem? Ja, imamo take krajše pohode, a veste, naprimer Jožetov pohod, to je na Jožetovo soboto, Vsako leto priredimo ta pohod. In to v Retje. Pa gremo do Marka. Pa imamo tudi, namreč pri nas je bil v društvu zelo zavedni član, gospod, ki je žal že pokojni, Brane Vrečar. On je očiščeval te poti, tako da imamo tudi Branetov pohod, No in zadnji, mislim, da je bil prav Branetov pohod, To je kratka pot do Kleka, mimo, če poznate, pri Psih se reče tistem gostišču, No, tam gor, tako, tam gor gremo in je prav prijetno druženje, malo se spomnimo, tudi predvajamo običajno njegov CD, tega gospoda, ki je te poti čistil, Tako da za te krajše poti smo, pa tudi prisluhnemo malo našim članom, zdaj pa že nismo bili dolg, nikjer. Moram pa reči, da imamo že drugi teden, to je 10. tudi martinovanje. V petek pri Brin, naj povabim, vse lahko pridejo ob 3:30 pri Brin. Martinovanje. Imeli smo tudi kostanjev piknik, In imeli bomo tudi miklavževanje, tako da izkoristimo prav vse praznike za razno družabljenje. No, organizirali pa ste tudi že delavnice. Kakšne delavnice še izvajate? Ja, predvsem rokodelske. To se pravi, izdelujemo sami spominke. Predvsem, žal še vedno od premoga, ne moramo od premoga stran. Košarice izdelujemo same. Potem damo v te košarice premog, lepo zavijemo, tako da je lahko za razna darila. Imamo tudi neki rokodelk, ki delajo razno cvetje iz krep papirja, iz neke mase, tako da čim se katera kaj spomni, se pokličemo, pridemo v društvo in tudi zdajle bo čas novoletnih čestitk, ki moram reči, da je navdih teh žensk, ko gledate te čestitke, kar ne moreš verjeti, da to izdelujejo te ženske, kako je vsaka unikat, vsaka je malo drugačna. Tako da bom rekla, smo kar pridni v društvu. No, včasih si predstavljamo, da v teh manjših mestih življenje nekoliko bolj upočasnjeno. Kje mogoče vidite še večjo perspektivnost v Trbovljah? No, zdaj v Trbovljah na kipih, pravijo, berem, da bo prireditveni prostor. Namreč, veste, ko peljemo mi, imeli smo avtobus turistu oziroma študentu iz gradbene šole iz Celja in smo jih peljali po površinah rudnika v zapiranju. Tu se reče tam gor na kipih, mi rečemo. In prav en fant, ja, tle pa tako, ko tam, ko so Vinetova snemali, to se pravi, da smo neki drugačni, imamo nekaj drugačnega, kar druge ni. Ponosni smo na rudarske kolonije, tega nikjer ni, Da pa ne govorimo pridobitev četrt Dritl, to je tudi pa stanovanje rudarsko,
Tako da na tem veliko gradimo, vključujemo zraven v te naše prospekte, pač da pridejo ljudje pogledati si ta četrt pa rudarsko stanovanje, pa te kolonije rudarske peči. Skratka, na tem moramo graditi. No, perspektivnost pa je tudi v posodabljanju in posodablja se tudi Rudarski muzej Zagorje. Že prej smo omenili, da ste prvi interaktivni muzej v Sloveniji, uporabljate pa tudi mobilno aplikacijo. Nam lahko mogoče poveste kaj več o tej aplikaciji, mogoče kako je nastala? Mobilna aplikacija dejansko obiskovalce zanimira, da si lahko ogledajo muzejsko zbirko sami. Seveda pa sem tudi sam tam, tako da jih dejansko v največji meri tudi razlago vodim sam, jih popeljem skozi zgodovino in povem tudi različne zgodbe in prigode rudarjev pri njihovem delu. Seveda pa s pomočjo QR kode, mobilne aplikacije, ki deluje na Android sistemu oziroma na iOS za iPhone, si lahko s pomočjo QR kode preberete dodatne razlage, mogoče kakšne zanimiva dejstva o samem rudarjenju v Zagorski dolini. Vsekakor pa rečem, moje mišljenje, da je še vedno, predvsem za starejše obiskovalce, ki prihajajo, ustna razlaga, ki je v bistvu uporabljajo tam okrog 90% vseh, oziroma še večji odstotek vseh obiskovalcev, ki pride v Rudarski muzej. No, obiskovalcev muzejev nasploh pa je iz leta v leto več. Kako pomembni in zanimivi so muzeji, ugotavljamo vsako leto, ko se tudi ljudje iz tujine radi poučijo o naši zgodovini in kulturi. Imate tudi vi kaj mednarodnega obiska? Seveda, prihajajo iz različnih držav. Glavina vsekakor predstavljajo obiskovalci iz Slovenije. So pa prišli tudi obiskovalci Italije, Nemčije, Češke, Hrvaške, Srbije, iz vseh, kako bi rekel, različnih držav Evrope, tudi iz Amerike sem že imel obiskovalce. V muzej pa pridejo ponavadi, nekateri so prišli tudi naključno, takšne goste sem imel iz Italije, potem mogoče imajo nekateri kakšne sorodnike v Zagorju in jih predvsem te, ko pride na obisk, jih potem pripeljejo, si ogledajo tudi njihove zanimivosti Zagorske doline. Poudaril bi pa predvsem še to, da smo zadnje čase zelo veliko obiskovalcev, ki pride v Rudarski muzej, se odloči potem tudi za ogled Weinbergerjeve hiše, ki stoji v Zagorju na mestni ploščadi, tako da nekako z Milanom Razborškom pokažemo celotno zgodovino od rudarjenja, potem pa še dol, zakaj se uporablja Weinbergerjeva hiša, kakšne so razstave, kakšno besedo tudi v slikarski koloniji se pove. Veliko se pa tudi ustavljajo tudi na Izlakah pri kapeli Valvazorjevi, pa v bistvu si ogledajo tudi ruševine Medijskega gradu. Tako da je pestra ponudba, si lahko enostavno zapolniš dan za izlet. Ja. Kaj pa v muzeju, kakšne razstave so v muzeju? V muzeju je nekako zasnovana stalna razstava, katera je bila postavljena že leta 1995. Tako sem rekel, v letu 2015 je bila obnovljena, tako da dejansko je zdaj kot nova. Sem pa zelo tudi zadovoljen, ker smo v zadnjem letu pridobili kar nekaj eksponatov. Rudarsko in muzejsko etnološko društvo Srečno Zagorje je dalo ven, so izdali poziv za muzejske eksponate, katere ljudje so pripravljeni posoditi oziroma podariti muzeju, in tega odziv je bil kar dober. No. Smo pridobili kar nekaj novih eksponatov, ki so vsekakor popestrili pa tudi obogatili zbirko Rudarskega muzeja. No, izdali pa ste tudi dve pesniški zbirki, ne vi osebno, vendar Rudarski muzej Zagorje, in sicer Šlemunga, sem prav povedala? Šlemunga in Frpruh. Ja. Te dve pesniške zbirki so bile nastale v okviru projekta, ko so obnavljali Rudarski muzej. Vsekakor predstavljajo neko kulturo Zasavja, Zagorja,
in tako promovirajo ne samo rudarski muzej, ampak celotno rudarsko dediščino naših krajev, tako da si ogledajo, lahko preberejo kakšno zanimivo pesem, pogledajo kakšno lepo fotografijo, sliko, katero se nahaja v samih pesniških zbirkah. Poskrbeli pa ste tudi za najmlajše, oziroma mogoče tudi malo večje, z brezplačno arkadno igrico Rudar. Mogoče, če kaj poveste o tem, vendar. Ja, to je zanimivost, kako dejansko lahko pritegneš nove obiskovalce v muzej, ker podzavestno otroci, ko igrajo igrico, vidijo stolp, vidijo, da je nekaj posebnega in tako nekako lahko rečejo potem staršem, ja, jaz bi šel pa se mogoče ogledati rudarski muzej in s tem dodatno pripomoreš k promociju samega rudarskega muzeja. V tistem okviru tega projekta so bile izdane tudi zloženke, katere zdaj krožijo po Sloveniji in vabijo nove obiskovalce v naše kraje. Kako pa je z opremo? Je treba zanjo posebno skrbeti, recimo, kakšen je proces skrbništva nad opremo? Je bolje, da se jo ne dotikate? Pri nas so v muzeju nekako sestavljeni iz 3 delov. V tej večjem strojnici se predstavi zgodovina rudarjenja. Tukaj se nahaja kar nekaj tega slikovnega materiala, katera je na teh panojih. Potem si lahko ogleda razne svetilke, orodja. V tem drugem delu, jamskem delu, si lahko ogledajo, kako je dejansko izgledalo jamsko podzemljo, različni razvoj teh stojk, pa tudi jamski transporti v zunanjem delu. Jaz tako, če pridejo otroci, normalno se želijo slikati v vagončkih, v kakšni lokomotivi, tako da normalno se te zadeve dovolijo. Je to vsekakor doživetje tudi za njih. No, bi pa mogoče še kaj dodali? Je morda kakšna tema, ki se jo nismo dotaknili? Jaz mislim, da smo nekako kar dobro obdelali vso tematiko. Bi pa vsekakor vse gledalce in gledalke povabil, kateri še seveda niso obiskali rudarskega muzeja, da ga obiščejo, kajti bojo bili navdušeni sigurno nad predstavitvijo zgodovine našega kraja. Slišali ste, gledalci, vabljeni torej v Rudarski muzej Zagorje. Mogoče, ker se bližamo k koncu, bi vama obema postavila še zadnje vprašanje. Kako se vama zdi, da na Zasavje gledajo tujci? Oziroma, ja, kako se vama zdi, da Zasavje doživljajo ljudje, ki niso iz naših krajev, in kako se to mogoče razlikuje v preteklosti in danes? Mogoče vi, gospa Juraja? Ja, kot sem že prej omenila, ljudje, ki prihajajo, so presenečeni, da je Zasavje lepo, zeleno. No, bi pa še rada nekaj dodala, namreč pred nami je največja prireditev turističnega društva, podelitev Zlate vrtnice. To imamo v decembru in sicer podelimo Zlato vrtnico in priznanje za promocijo občine Trbovlje. No, to bo 15. decembra na petek v gledališki dvorani in moram reči, da naša dvorana je velika, ampak jo vedno, bom rekla, čisto napolnimo, tako da v dvorani Delavskega doma Trbovlje. Delavskega doma Trbovlje. No, pa še nekaj. Turistično društvo se ne ukvarja samo s turizmom, ampak zaposlujemo, to je prostovoljno društvo. Alternativno zaposlimo tudi vse tiste, da jim ni treba v zapor, da pri nas lahko prestajajo kazen. Sicer, zdaj sem rekla vse, čisto vse ne, je moja odločitev, koga vzamemo. In tudi, kar si štejem pa v čast, je pa to, da pomagamo tistim, ki prejemajo socialno pomoč. Hvala Bogu, tega je čedalje manj. Jaz vidim, da se zmanjšuje brezposelnost. To se reče, nekdo, ki prejema socialno pomoč,
pa želi še zraven delati kot prostovoljc, ga vzamemo pri nas in dobi še poleg socialne pomoči 75 € na mesec. Ne? Kot pravim, mi smo imeli že kar po 20 takšnih ljudi, ki smo jih lahko potem poklicali, ampak se to zmanjšuje. Je pa še vedno možno, če je kdo tak, da želi delati, da želi pomagati v turističnem društvu, naj pride. No, pa to tudi želim še povedati, letošnje leto namreč nismo imeli sreče, nismo dobili javnih del. Veste, ker turistično društvo je tako kot ena majhna firma, ne? In zdaj delujem sama kot predsednica, ne? In še jaz sem prostovoljka, razumljivo. In brez javnega delavca je kar težko, tako da kličem, prosim, da mi pride kdo kaj pomagati, kaj narediti, ne. Ampak hvala Bogu, približuje se čas, novo leto, oziroma že zdajle do 8. se moramo prijaviti, tako da upam, da bomo letos dobili javna dela, da bo društvo delovalo nemoteno. Namreč mi smo vsa leta delali od 7 do 3 popoldne, ne. Zdaj imamo kar dežurstva ta dan, mislim, kakor pač imam jaz čas, ne. Tako da tudi tle, če je kakšna taka oseba, ki bi želela delati na javnih delih, ne, se lahko obrne na nas. Seveda bomo videli zdaj, kako bo to preko zavoda še naprej uredilo. Okay. No, s tem pa smo prišli do konca oddaje. Upam, da ste kaj novega izvedeli in si boste morda v prihodnosti tudi kaj od naštetega ogledali. Drugače pa najlepša hvala vam, gospa Marija, da ste prišli, in tudi vam, gospod Simon. Hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Upam, da se naše poti še kdaj prekrižajo. Drugače pa bi bilo to za nocoj vse. Želim vam prijeten večer še naprej. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.